15. so plače Večinoma je. in takrat se bolj frizirajo, ali kako? Mislim, ljudje imajo tako zelo splaniran, zdaj vidiš. Vidiš, da imajo položnice, da imajo te stvari in pol vidiš, da so za te stvari si bolj splanira, da si za to prvošene. A je taka klientela pri vas, da gleda na te stvari? Ker to je, mislim, malo draže storitev pri vas. Pa jaz mislim, da... Glede na povprečje. Jaz mislim, da vsi mar gledajo. Res? Jaz mislim, da vsi mar gledajo. Jaz jih poznam, folke ne gleda. Ja. Pa jaz pa mislim, da tako, tako kot ljudi opazujem, oni v bistvu ne imajo radi stvari pod kontrolo. No. Tako da. Niso glih čistko. Sicer pri moških malo manj, ne. Moški smo v bistvu za nas ni nikoli problem, ne. Za nas, mi si zmeraj vzamemo zase in čas in denar, ne. Za vse ostale stvari pa malo pogledajo. No. Ja, jaz bi se vam rad zahvalil, no, ker ste si vzeli čas. Hvala za povabilo. Ja, jaz v bistvu, tole sicer ni podjetniški podcast, ker teh veliko obstaja v Sloveniji, ne? Ja. Ampak vaša zgodba mi je parkrat prišla zdaj na v bistvu do mene, no? Tako da sem rekel, da bi jo rad slišal. Jaz se friziram tudi pri vaših teh fantih, ki ste jih nekako mentorirali ali pa so bili tako ali pa drugače povezani z vami, ne? In slišim zelo lepe stvari in o tem bi lahko tudi malo govorila, no? Koliko je šlo v bistvu nekih takih mladcev čez vaše, v bistvu čez vašo mašinerijo, bi lahko rekel, no? Ja, mislim, veliko jih spoznaš, veliko jih doživiš, pač z nekaterimi smo od samega začetka še vedno skupaj, nekateri so šli naprej. Kar mi pa najlepše, pa mislim, kot človek se zelo dobro počutim, da sem z večinoma, a pa rekel skoraj z vsemi v dobrih odnosih, kjerkoli se srečamo. Kako pa ste začeli vi s to v bistvu storitvijo, no? Ker se mi zdi, da tistih časih ni bila toliko moška domena, ali se motim? Ne, to je bilo tako, mislim, bilo je tako, da moja mama je imela frizerski salon, tako da jaz v bistvu pravim, da so za mano pohiteli v življenju, ker so en mesec po tistem, ko sem se rodil, je mama odprla frizerski salon. Moram reči, da njen frizerski salon me ni navduševal, ker to so bili časi trajen. Barman, peroksidov, noter se je kadil, res posebne vonjave so bile v teh salonih takrat, veliko dela je bilo v tistih časih in v glavnem je bilo to res taka ženska domena. Jaz pol v bistvu, bom rekel, da mi ni bilo glih to tako zelo pri srcu, pa me pa enkrat slučajno, sem mogel pač začeti odločiti, kam bom šel v 7. razredu, je bilo takrat treba že začeti malo gledati, me je mama odpeljala na eno modno revijo, Narta Studija. No in takrat je bil tam en frizer Tomi, ki je v bistvu me povabil, da se šel z njimi v backstage in da se pa zdi do tema nekje, kako se to dogaja, akcija, oder, to. No, to mi bo všeč ratal. Koliko ste bili star takrat? Jaz sem 14 let. Aha. No in potem čez 14 dni je bila pa še sejem v Bologni in mama me odpeljala sabo, sem šel v Bologni in sem pa dejansko videl prvič en svetovni sejem, prvič sem videl tudi veliko moških frizerjev in veliko, bi rekel, mislim, ta modni svet je zelo zanimiv, ki ga mi takrat še nismo poznali. No in moram reči, da mi to takrat všeč ratal in potem sem se odločil, da sem šel na frizersko šolo naslednje leto. Bilo pa v bistvu malo tako šok, zato ker sem bil v prvem letniku sam med 120 puncami, se pravi 3 razredi smo bili, edini fant sem bil. Pa ni slab šok to. Ni tudi lahek bil preveč. Mislim, vsak ekstrem ni lahek. Sem se pa navadil ženskami sobivati, včasih sem moče zaradi tega preveč direkten, kakšni preveč direktno, kakšno stvar povem, ampak to sem se pač navadil v tistem, bi rekel, tistih pubertetniških časih, ki smo bili, moram reči, da sem bil napram tistim puncem še zelo zelen, zelo naiven, zelo mladosten, ali so bili že takrat že dosti odraslejši od mene. Tako da tudi prvoletnik, moram reči, da mi je bil kar malo večji izziv. Punce so bile vse neki spretne, ročne, vse so se frizirali, jaz sem bil še bolj šport pa to. No, v drugem letniku, ko smo pa pošli bolj do teh tehničnih stvari, striženja in to, in smo dobili tudi ene nove učitelje praktičnega pouka, sem se pa dejansko vzljubil ta striženje in ta kreativnost in to stvar in takrat je v bistvu stvar zalaupala. A kako pa to, danes ne vem, koliko vi čutite tega iskanje strasti pa smisla pri mladih,
dosti neuspešno. Ne? Tako vsi iščejo nek tak svoj passion, kot se reče, ali pa nekaj, kar bo res moje poslanstvo. Zdaj v tej zgodbi jaz slišim zelo tako gladko najditev tega. Mislim, mi smo imeli takrat srečo, moram reči, da mi je tle sta mi starša stala zelo ob strani, sploh mama, da sta mi v bistvu dala delovne navade. Jaz sem zelo strogo vzgojil, se pravi, ob 6 si salon odpiral, jaz sem mogel biti 15 do 6 v salonu, mogel sem oddelati izmeno tisto, ki mi je pripadalo, če sem hotel pa kaj za sebe delati, kaj kreativnega, pa to sem delal pa po svojem delovnem času. Ne. Tako da to v bistvu takrat sicer mi to ni najbolj pasalo, ampak sem pa dejansko potem kasneje enkrat to stvar dobro razumel. Pa moram reči, da so mi tudi v bistvu tisti frizeri takrat, starejši, izkušenejši, znani ljubljanski frizeri, zelo stali ob strani. Takrat smo se pojavili, potem še za mano sta prišla še 2-3 frizeri, Mali, Jani, Stevo, pa te fantje. In smo dejansko... Stevo tukaj živi. Ja, ga vidim, ko psa sprehaja. Tako da smo v bistvu takrat potem... smo se začeli družiti v teh frizerskih krogih in so nas zelo lepo sprejeli in potem je bil pač prvič, po mojih 18 letih sem šel prvič v London. Ne. London je bil pa res dejansko takrat v tistih časih, kot bi barven televizor prižgal. Ne. To je bilo res časa Vidal Sassoona, Tony Gaja, vseh teh velikih frizerskih mojstrov, ki so v 60 letih, 70 se naredili. Takrat se je v bistvu vsa ta kreativnost, moda iz Pariza, Italije prinesla v London in to je bilo res dejansko taka sprememba in mi smo bili pač deležni in smo hodili na ta šole, na izobraževanja in tam sem se pa dejansko zaljubil v frizerstvo. Kako ste pa financirali to, recimo takrat iti v London? Težko, starši so ti pomagali, ampak še danes, ki jaz mojim otrokom govorim, oni tega ne razumejo. Mi smo dobesedno po cesti hodili, pa si tiste funtke štel, tiste funtke in funtek je bil tak zelo lep, ko si ga gledal, ampak si mogel preračunati, če si hotel iti jaz, si nisi mogel reči sladoleda kupiti. To nobena verja, ni bilo telih kreditnih kartic. Toliko denarja, ki si imel, toliko si ga lahko porabil. In mi smo šli vsak let na sejem in normalno na sejem sprašal, si kupil prvič dobre škarje, glodnike, revije, voske, ki tega ni bilo pri nas. In dejansko potem si mogel preživeti. In tam smo imeli en hostel, zelo pocen, mislim, ki se ga ne... Doskrat se ne smeji, ampak to je velika dobra izkušnja. No. Moram reči, če sem bil kdaj v življenju lačen, sem bil to v Londonu. Ampak dejansko mi je bilo pa toliko drugega fajn, ker tudi, kadar smo bili frej, naprimer, ker smo hodili, smo šli po mestu, mi smo si zmer radi ogledali, zmer smo hodili po dobrih trgovinah, nismo si mogli kupiti, ampak smo radi hodili, pa smo gledali, smo opazovali, kako se ljudje obnašajo, kako so naprimer te trgovine postavljene. Tako eno tako kulturo lepih stvari, tudi tega blišča smo naprimer spoznali naprimer v Londonu. Kako pa je bilo pol, kako je se nadaljevala zgodba, se pravi po teh izobraževanjih v tujini, pri 18, ne sva zdaj? Pa smo pa pač prišli in takrat smo v bistvu se začeli tudi v Sloveniji delati te prireditve, takrat so bile še na nivoju Jugoslavije, smo imeli pač pol vsako leto nepar nastopov in potem smo se začeli dejansko učiti nastopati na odru. Kako to zgleda? To je zgled tako, da si ti prišel, mi smo imeli nastop in si imel določen časovni 45 minut ali pa pol ure čas za nastop in si prišel s svojim modelom in si pokazal eno svojo kreacijo. Ne. A se pravi, s frizeru si model? Ja, včasih si imel več modelov, včasih si imel manj. In tako, v bistvu smo imeli tako nekje ekipe Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in smo imeli, naprimer, si bil v teh timih. Ne. Potem, ki pa pač včasih je šlo bolj, včasih je šlo slabš, včasih si imel dober model, ne. Včasih si mal si tudi kakšno tremo imel, ki je imel kdo tremo, ne, pa smo mu pomagali, naprimer, jaz sem v to srečo, da meni je bil oder zmer prijeten, jaz sem se zmer tam dobro počutil. Smo imeli pa tudi kolege, ki so težko govorili, pa smo si pomagali. No. Ampak v bistvu, mi smo začeli potem, takrat smo govorili, da smo londonsko modo prenašali v Jugoslavijo in smo pač v bistvu to prikazovali. Ne? No, pa se je mečkano ustavili, ker je ta Jugoslavija takrat razpada začela in takrat smo pa začeli delati te slovenske prireditve, ki so se dogajale večinoma v Cankarjevem domu.
To je bilo enkrat letno, nekje jeseni, oktobra, in to je bil tak zmer dogodek, z London po Londonu, frizerski festival. Mislim, tam smo se potem dejansko začeli promovirati. In moram reči, da smo tudi takrat kar veliko mladih navdušili, da so v bistvu se odločili potem za frizerski poklic. Kje ste pa delali takrat, ko se je to dogajalo? Delal sem še pri mami. Mama je bila dosti strog šef, tako da ni bilo, in potem sta mi pač omogočila, da sem si naredil svoj salon, to je bila moja velika želja. In vodno pač leta 91 sem odprl svoj salon. Bilo je zanimivo. No. 5 let sem delal pri mami, potem pa sem hotel svoje smernice imeti. Naprimer, take stvari, ki sem bil, naprimer, takrat so se zgražali ostali frizeri, jaz sem bil prvi salon, ki ni imel zaves. Ker sem rekel, hočem tako v Londonu, da ljudje gledajo noter, kako je to lepo. Zato, ko sem jaz skozi hodil v Londonu po izložbah, pa gledal frizerske salone. Ne. Zakaj pa so bile zavese? Privatnost nekaj. To je bilo včasih tako, da to ni bilo za videti. Meni je bilo pa to všeč, da te not vidijo, kako delaš. Da je pomembno, kako si noter oblečen, da si urejen. Včasih, ko sem jaz začel, so bile vse frizerke v belih ali pa modrih haljah z ortopedskimi čevlji, tistimi grdimi. Mi smo to spremenili. Bili smo pionirji, prvi smo, naprimer, cenik, cen uslug smo dali na izložbo, smo ga lepo na nalepke dali. To je bilo v bistvu, so se vsi čudili. Meni je rekel, naše cene moraš biti ponosen, si nič ne skrivaš. Stranka mora na vhodu, že na šipi oziroma na steklu prebrati, kakšna vas cena, zakaj bi tam neki potem pri blagajni neki motiv. To je bilo včasih kar tako malo navadno. Tako da smo bili kar eni pionirji v enih teh stvareh. Kaj so pa te stranke, ki so hodile v ta prvi salon, ki je bilo tako malo drugače? Kakšna je bila to klientela? A je bila to kaj drugačna od te, ki je k mami hodila? Verjetno je bila, ne? Ja, je bila drugačna, v bistvu to je bil tudi namen, no. Čeprav salona sta bila slab kilometer narazen, moram reči, da so se pri mami zadržale. Jaz v bistvu sem pa pač nekje z mojo ekipo smo takrat pa potegnili mlajše in pa v bistvu potem smo začeli graditi svojo zgodbo. No. To moram pa reči, da mi mama res dala te proste roke, da si lahko v bistvu si sam zbiral. Jaz sem pač v bistvu spremenil določene stvari, materiale, drugačne stvari, ki so mi šli mogoče pri mamini organizaciji malo na živce. Koliko ste bili pa star, ko ste imeli ta svoj prvi salon? Takrat sem star 21 let. Dosti mlad, ja. Zelo ne, 25, ja. Ja, dosti mlad, v bistvu, to so bili drugi časi, takrat ni bilo tako lahko, takrat je bilo tudi težko salon odpreti, ne. Takrat je bila pohištvo, si ga mogel z Italijo voziti, pa ga nisi smel voziti, ni bilo materialov. Mi smo dejansko nekaj let mogli hoditi, vsako soboto sem mogel iti po Barvi Trst, ker jih ni bilo za kupiti. Ne zato, da jih ne bi hotel tukaj v Sloveniji. Ni jih bilo za kupiti in si jih mogel prešvercati, ker jih nisi smel voziti. In to je bilo tako, naprimer prvi geli za lase, so ga frizerke same delale, ne, ker ga ni bilo na tržišču. Potem smo mi to začeli hoditi v Italijo, naprimer, pa smo lahko kupili, ali pa ker si šel v London, si pa niso kakšne voske. Pač teh stvari ni bilo. Pol, ko se je Slovenijo osamosvojila, pa se je pa ta trg odprl, pa je bilo pa dosti lažje. Kaj pa te kakšni kultni filmi ali pa kakšne stvari take večje, ki so se kulturno zgodile, kako je to vplivalo na vaš, ne vem, tako bom rekel, ne, jaz se spomnim, sicer se ne spomnim filma Briljantine, ampak sigurno imel nek vpliv, ne, na modo ali pa stil pričesk ali pa želja teh, Mislim, vsa ta leta, naprimer, greste dve stvari, greste skozi moda oblek in moda frizur. Ne. To sta stvari, ki sta povezane. Včasih so bili res sestrini, so bili to filmi, so bili to muzikli. Takrat, ko sem jaz prihajal, je bilo veliko, naprimer, teh trajn, stopničastega striženja. Potem je bilo, rečemo, takrat je bil Top Gun, tak film, naprimer, ne. Pa naprimer... Pa razne te tudi zvezde, naprimer, filmske, naprimer, katere so imeli kakšne specifične frizure, ki so bile prepoznavne, naprimer, so jih dejansko ljudje hodili. V zadnjih letih je pa to različno. Zdaj se pa, naprimer, od tega, da še športnike zelo spremlja, nogometaši so sploh popularni pri moških, pri mladih fantih, tako da je zelo zanimivo, no.
Se pa to povezuje, no? Se išče te povezave, tudi modne znamke povezujejo znane osebnosti, jih slikajo in potem delajo ta imidž, ki je zelo pomemben. Ne? Zadnje čase je zelo pomemben, kako izgledamo, dosti bolj kot je bilo včasih. Jaz se spomnim, ko sem naprimer, začel moški, naprimer, ki si strigel moškega, se sploh ni hotel ogledalo gledati, mi je bilo naroden. Ne? Naprimer, moški hotel biti za 1 centimeter, 2 skrajšan. Ne? Ker jaz sem bil v generaciji, ko so se brivci ukinjali in so se začeli pojavljati to sex saloni. In to je bilo naprimer hecno, ker v bistvu so se moški takrat zelo nelagodno počutili v ženskih salonih. Tako da bilo je naprimer par ljubljanskih brivcev, ki so bili naprimer priznani, ampak oni so imeli zelo klasično, zelo starejšo klientelo. In naprimer zelo veliko mladih otrok, ki so jih očeti vozili tja striž, so imeli pa tam težave, ker niso hoteli imeti tisto klasiko, ne, tisto krtačko ali pa kitajska postrižen. Tako da so se potem oni, fantje mlajši in moški so se začeli strižiti bolj v unisex salonih. Ne. To je bilo v bistvu taka zelo sprememba, ki je takrat prihajala, ko smo je naša generacija, rečemo, noter uvajane. Kaj pa zdaj, kaj je ta nek trend spet teh brivcev? Dobro, to je že nekaj leta, ne? Ampak to je zelo zanimivo. Ta je bila zanimiva zgodba. Mi smo v bistvu, brivstvo sem jaz začel spremljati v Ameriki, ker mi delamo z našim partnerjem, polmično smo v bistvu tudi veliko po Ameriki in oni smo zelo veliko teh brivnic in tega videli. Ta brivstvo se je v bistvu vrnil malo na drugačen način. Vrnil se je v bistvu bolj zaradi temnopoltih ljudi za afrofrizur, ne, se pravi, te ljudje imajo v bistvu omejitev, ker imajo pač specifične lase in oni si zelo težko privoščijo različne stvari in pač zato je ta brivstvo pri afriškem lasu zelo pomemben in to so v bistvu v Ameriki potem razvijati začeli in oni so šli z tega naprej in potem so to tudi belci sprejeli in je ta barbar stil zelo, to je zelo močno, kultna združenje, to so, zdaj rekel sem, res prav način življenja je to, ne? Prav stil. In v bistvu sem to malo spremljal in pač potem smo nekje iskali in smo rekli, ok, kdaj bo ta prav trenutek, da bomo to k nam prinesli. Moram reči, da sem se tukaj pa zelo zmotil. Jaz sem mislil, da bo to bolj v bistvu za ene take prestižne moške, ne? So pa dejansko to čist pograbili mladi v bistvu, in dejansko je to rato, mislim, in to mi toliko všeč, ker so v bistvu mladi fantje to vzeli in so vzeli za sebe, začeli so si urejevati lase, brade, brke in dejansko to res bilo presenečenje, da so to tako zagrabali in mi je ta barbarski svet, ki tudi zdaj pa nas že zelo močen, se zelo razvija, je rato ena tako zelo posebna zgodba. No. Zelo veliko mladih fantov se tudi odloča, da so barbari in pa obiskujejo barbari. In to se mi zdi zelo fajn. Ja, sej, a to v bistvu z ljubljanskim brivcem ste imeli neko tako idejo, da bi mogoče te starejše moške bi bili target skupina, ne? Ki bi malo več tudi dal denarja za to, ne? Ampak ja, zadnje čase se pa mladi poslužujejo tega stila, no? Ja, mislim, to je dejansko lifestyle, ne, totalen, tako kot naprimer hoditi, ne vem, da moški hodijo, ali mislim, da grejo v fitness, da grejo, ne vem, naprimer na šport ali karkoli drugega, naprimer je tudi, naprimer brivstvo je ta njihov način življenja, ne. Jaz danes iskreno povem, da so moški danes najbolj zahvalne stranke, obiščejo nas največkrat v letu, če gledaš, naprimer, zelo so se izobrazili, točno vejo, kaj želijo, kaj ne želijo, tako da dostikrat je lažje z njimi pa bolj hvaležno kot pa z ženskimi strankami. Tudi ženske stranke, naprimer, če ti en dolg las dobro postrižeš, to lahko 2-3 mesece, naprimer, frizura funkcionira, moški pa je pa dejansko to enkrat na mesec skoraj minimum pridajo. Ja. Kaj pa tako, recimo, zdaj sva pri temu, da ste imeli svoj salon, tam zraven mame, ne? Ja. Mame zanima to prvo zaposlovanje, ne? Kaj ste vi v bistvu mogli biti vodja, pa šef, pa kako ste se tega učili, pa kakšni so bili klej izzivi, da je to sploh lahko rastel, ne? Ker človek, ki dela eno storitev, jaz to dobro vem, ne?
si omejen z že svojim časom, a ne, šta dan ima 24 ur, ne, in če želiš to v večjo zgodbo narediti, je treba outsourcati stvari ali pa oziroma imeti pomoč, a ne. Ne, sigurno, v bistvu jaz dve zaposlene sta v bistvu se že pri mami skabdelali, no, in v bistvu smo že malih pripravljali, če bi se temu tako rekli, ne, takrat za moj salon. In v bistvu zanimivo je, da naprimer začel sem takrat s 4, zelo lepa zgodba. Ja, že začeli ste 4? Ja. Začeli smo s 4, s tem, da v bistvu je bilo tako, 2 sem imel že, ko smo jih pri mami pripravili, se pravi smo bili 3, potem sem pa še 2 mlade učenke vzel iz šole, sem šel na šolo, pač si pa šel takrat na šolo, na praktični pouk s profesorjem, ki se je pri mene učil, mi je 3 izbral, no, in zanimivo, naprimer, da ena je še danes z nami, sem zelo ponosen na njo, v bistvu ima 4 naše salone v franšizi, tako da mislim, tako od samega začetka je zraven, tudi ostalo, naprimer, 2-3 osebe so z tistega prvega salona še zmeraj zraven, in v bistvu smo pač lepo videti, kako ljudje, tudi oni zrastejo, kako so se naredili, kako so uspeli v življenju. Potem je bilo pa, delali smo, jaz sem cele dneve delal, takrat praktično sem bil cele dneve od zjutraj do zvečer v salonu, vem, da so mi še za jesti nosili tja, ker takrat pač ni bilo Volto, ni bilo, tudi lokalov ni bilo kjer, tako da sta mi pokojna babica, teta pa babica so mi nosili za jesti. V glavnem, potem smo pa, meni je bila velika želja imeti v centru Ljubljane salon. To je bilo tako res. Jaz sem zelo velik, s 15 leti sem začel hoditi v center mesta in jaz sem bil prej z Viča, sem bil doma in meni je bil tudi ta salon je bil na Viču, ampak jaz sem hotel priti v center. No in takrat sem prišel do enega kontakta za en salon, kjer je mama predelala, to je bilo na Kongresnem trgu in sem tega gospoda, ki je bil lastnik te hiše, akcijski zastopnik, sem ga prosil, če mi on lahko oddal ta prostor, ki je bila pa not ena frizerka, ki pa želela iti v penzijo. Aha. In pač sem jaz potem to speljal, tako da je gospe sem kao odkupil inventar in sem tam naredil en tak salon. En prijatelj, ki je bil slikar, mi je naredil en tak malo bolj odbit salon. On je v Münchnu živel in mi tudi veliko drugih stvari tako svetoval. No in tam smo odprli, mislim, da je bilo 22 kvadratnih metrov salon in moram reči, da ti salon se je naredil. Ti salon je v bistvu, nisem bil prej Mič iz Viča, ampak sem bil pač Mič ljubljanski frizerne. In tisto nas je naredili, so nas dejansko, takrat tisto je bila taka frekventna točka na Kongresnem trgu, še danes imamo tam salon, no. To je bila taka točka, da so šli vsi mimo, vsi so nas poznali in se mi zdi, da je bilo tisto res taka. Kaj že zaradi brenda, ker je tam, pa ljudje vidijo ali kako? To je bila taka točka, to je na Kongresnem trgu, takrat so se še avtobusi, ne vem, vozili mimo, to je bilo res. Takrat v centru ni bilo salonov, mislim, so bili saloni, ampak ta naš je bil res bolj drugačen, res je bil prepoznaven, bil je barvast, bil je v železno pohištvo imel, naprimer. Kaj bolj tak, mladosten, tak modern stil ali kako? Ja, čist druga scena je bila. Ves pohištvo je bil iz železa narejen. V bistvu stole smo imeli stare zobozdravniške stole, ki sem jih odkupil na stomatološki polikliniki. Tako da v bistvu je bil že takrat barbar salon. Danes bi v bistvu bil tak barbar salon. Sam pač mi smo takrat iskali nekaj drugega, hoteli smo nekaj drugače narediti. No. Tako da je bilo luštno. No in tam v bistvu smo potem dejansko, bi rekel, eksplodirali. Tudi takrat, mislim, da smo 94 leta smo odprli, takrat sem v bistvu pa na šoli tisto leto vzel enih 4-5 mladih frizerjev, ki so danes še v bistvu vsi dejansko zgodbi. Takrat se je začelo v bistvu malo bolj konkretno tudi na kreativnosti delati in potem kasneje, čez 2 leti, 97 smo postavili prvi svoj kreativni tim. To so bili ljudje, frizeri stari 18 do 20 let. Jaz sem jih postavil pred sebe in sem rekel, to je kreativni tim, jaz sem samo njihov mentor, njihov vodja, ampak oni so te glavni. Moram reči, da tudi oni danes zgodbo mid-stylinga peljejo naprej.
In takrat smo odprli še en večji salon, pa tudi v centru, ker je bil premehen. In dejansko smo začeli potem prvič izdajati svoje kolekcije in smo začeli kreativnost. Nismo več promovirali, da hodimo v London, ampak smo v bistvu hoteli postati sami svoj inovativni, s svojimi kolekcijami, s svojimi idejami. Kaj je to kolekcija v tem kontekstu? Kolekcija je v bistvu, da se ti zamisliš, kaj bo tisto leto moderno, kaj se bo tisto v salonu striglo. Pričeska nekaj. Ja, mi smo prej hodili naprimer v London, pa smo prišli, pa smo rekli, London tako, pa tako, pa tako, pa tako. Ampak pa smo mi se naučili tehnično to strižiti, zdaj pa to zdaj odvisno. Jaz sem bil zmeraj zagovarjal tega, da v Londonu nekaj gre, pa London je milijonsko mesto, v Sloveniji pa nekaj glih ne gre. Mi smo to zmeraj malo prilagodili, na Sloveniji smo začeli po svoje razmišljati. Tudi meni je bil zmeraj zelo blizu in tudi našemu timu ta angleški natančnost, razmišljanje, ampak razmišljanje pa v bistvu malo na ta južnaški, balkanski stil. Mi smo drugačni, mi nismo Avstrijci, mi nismo Nemci, nismo pa spet Angleži. In v bistvu ta miks se mi zdi, da je bil za nas dober in zaradi tega smo v bistvu se tudi s tem angleškim osnovami striženja pa s tem našim razmišljanjem pa z načinom življenja smo v bistvu naredili eno tako svojo zgodbo. Kaj pa te, ko ste zaposlene vzemali šole, kako bi lahko enega mladega opredelila, komu bo uspelo recimo, pa kakšne so njegove karakteristike? Pa verjetno ste velikih tudi videli, ki jim ni uspela. Imeli so v bistvu nek zagon na začetku, ampak nekaj je zmanjkalo. Pri frizerstvu je specifična zgodba. Imaš določene dijake, ki hodijo na frizersko šolo, ki so zelo problematični, se jim ne lupi učiti, se ne znajo organizirati, ampak so kreativni. Imaš pa naprimer na drugi strani enega, ki je ful strukturiran, ful točen, ful priden, ful tak, ampak nikoli ne bo odstopil. Ja. In dejansko probaš in to sem se navadil, probaš z njimi delati in vidiš. Sej, moram reči, da nekateri so me v življenju zelo presenetili, ampak nekateri se pa pač sami odločijo in potem ne zdržijo tega in grejo naprej. Se pravi, imaš pa tudi v frizerski ekipi, imaš v salonu, v vsakem salonu imaš kreativce, pa imaš mraveljce. Za vsak dober salon mora biti različni ljudje. Žal mi je edin za kakšnega mladega frizerja, ki ni vztrajal, ampak pač težko je, ki mu ti takrat hočeš pomagati, ki mu daš ti hočeš, da te življenjski nasvet pri 18, 19, 20 letih ga težko sliš. Si pol zelo velikih srečaš, pa ti reči, če pa jaz to takrat, pa če bi jaz, pač ni tako, težko je to razumeti. Je pa frizerstvo je tako, jaz pravim, da je zmeraj zelo podoben športu, si mlad, se učiš, potem si perspektiven, priješ na vrhunci in potem se dejansko kariera tudi počasi spušča. Zakaj pa? Nisi več tako atraktiven, nisi več tako zanimiv. Jaz zato tudi sem frizerjem pravim, ne smete se nikoli, mi se moramo cel življenje učiti. In cel življenje moraš biti v trendih, cel življenje moraš delati na sebi in za sebe in ne samo zaradi tega. Ampak dejstvo je pa to, da prihajajo mladi, ki so drugačni, so bolj zanimivi, imajo druge zgodbe, mladi jih rajš slišijo kot tebe, naprimer. Tudi jaz se rečemo, učim tega, da ne moreš enim mladim svojih zgodb govoriti, ker vse so zanimive, ampak oni hoče imeti svoje zgodbe. Ja. To ste omenili, to sodelovanje s Paul Mitchellom. Kako je do tega prišlo? Lahko malo tukaj poveva zgodbo. Ja, mislim, zgodba je bila zelo zanimiva. Mi, ko smo odprli salon, sem jaz eno gospo, ki je bila Ivana Poščorok, ena zelo taka priznana, eminentna gospa. V Ljubljani je bila zastopnica za L'Oreal kozmetiko in druge stvari, so šel do nje in sem jo prosil, če bi lahko mi z L'Orealom delali. In je rekli, si simpatičen fant, sam je rekla, to se ne splača. Čez 2 leti bi gospa poklicala in je začela uvažati L'Oreal za frizerje in mi smo tudi začeli sodelovati, smo super sodelovali, bili smo večkrat v Avstriji, smo se izobraževali, potem sem prišel do Pariza, naprimer sem hodil v Pariz z ekipo, smo imeli tam izobraževanja, ampak
L'Oreal je v bistvu zelo znan, zelo velik brand, ampak mogoče je bil preveč organizacijsko kompliciran. Ja. In takrat je prišel do mene en gospod Tomaž Leban, v bistvu on je imel zastopstvo za ta Paul Mitchell. In me je prosil, v bistvu rekel, če gremo lahko samo enkrat poslušati predstavitev. Vse kako gremo v Rim, smo šli, smo rekli, gremo poslušati, ampak brez kakršnih koli obveznosti. In smo prišli in se nam to predstavili, ta Paul Mitchell, in moram reči, da nas je zelo zintegriral, ker je v bistvu zelo zanimiva frizerska kozmetika. Za nas stil friziranja je dosti lahka, dosti čista, ni preveč težka, dobra filozofija. No in smo v bistvu potem tudi malo se s temi lastniki spoznali, tako da smo v bistvu dejansko šli zelo malo potem tudi v ZDA, tam imajo oni v bistvu sedež. In smo dejansko na tem nivoju začeli se družiti. Moram reči, da smo tudi ratali na osebnem nivoju prijatelji, oni so bili večkrat v Sloveniji, že tudi vodstvo, vsi glavni ljudje. In imamo res v bistvu moče več, kot samo poslovno sodelovanje. Sicer nažalost je glih eden od lastnikov prejšnji mesec umrl, tako da moram reči, da mi je kar malo prizadel to. Angus Mitchell je bil sin od Paul Mitchella in pač ne vejo točno, kaj je bilo, no, neki infarkt ali karkoli, mlajši fant, tako da ga bomo pogrešali. Pač so pa tudi drugi ljudje, s katerimi delamo, no. Moram reči, imajo posluh za frizerje, razumejo frizerje, niso tako velika firma kot moče L'Oreal, imajo tudi v bistvu zanimivo linijo za pse, Pet Paul Mitchell, njihov zelo znani slogan je, naprimer, da na živalih ne testirajo proizvodov, ampak da na ljudeh testirajo proizvode za živali. Ampak so res fajn ljudje, no. Tako se da z njimi zmeniti, razumejo, tudi spoštujejo nas, v bistvu mi smo majhni, Slovenija, ki je del New Yorka, ne. In tudi v bistvu, ker nas tako spoštuje, so nam tudi v bistvu omogočili, da smo odprli prvo Paul Mitchell šolo z njimi skupaj. To je v bistvu naša kao privatna šola. To je prva izven Amerike bila, tako da v bistvu... Kje pa je ta šola? Slovenija? To imamo v Sloveniji, v Rožni dolini, Ljubljani. Pač pri nas je to problem, ker pač ti privatne šole ne moreš imeti uradne, se pravi, to je samo plačniška, ne. In tam v bistvu se odločajo ljudje, ki so preusmerjajo iz kakšnega drugega poklica in pridejo in jih mi potem iz kakšnega drugega poklica naredimo frizerje. Kako pa, kakšen je proces v tej šoli, koliko časa traja? Trajanje je odvisno, kakšno osnovo predmetov oziroma osnovo šole izobrazbe že ima ta oseba. Mi v bistvu, ker pač mi nismo izobraževalni center, sodelujemo s našim partnerji, ki so v bistvu, ki to lahko izvajajo, mi izvajamo samo praktični pouk. Ampak sam praktični pouk je pa dejansko tam v 1 do 2 letih jih res pripravimo, da so lahko samostojni. Največja prednost teh Paul Mitchell šol, ki jih je nekih 150 v Ameriki, je to, da oni imajo ta cleaning floor imenujejo, to je v bistvu frizerski salon, ki funkcionira kot normalen frizerski salon, s tem, da ti, ko prideš, dobi stranka formular, izpolni, da bo pač delala pod nadzorom, da jo bo delal učenec, oziroma in zato plača res neki simbolično ceno, skoraj zelo malo, in v bistvu usluga oziroma friziranje traja malo del časa, ampak dejansko se pa te frizeri vsak dan učijo na strankah, tako kot bi delali v salonu, in to je v bistvu najbolj vredno pri celi tej zgodbi. Koliko imate zdaj teh salonov pa zaposlenih? Ne vem točno cifre, mislim, da jih je tam okrog 90, no. Po celi regiji, ne. Mislim, zdaj že prišli do časa, sem se zelo sekiral, če smo še salon zaprli. Zdaj pač... Ne, 90 je kaj? Salonov? Ja. V vseh blagovnih znamk, v celi regiji, se pravi, mi smo prisotni Slovenija, Hrvaška, Srbija, Češka, Avstrija. Tako da. Imamo 2 tudi v ZDA, no.
To smo malo pred korono začeli, malo probavamo eno kombinacijo, da vidiš malo tudi izkušnje dobiš, tako da ni nam to zdaj glih in tak zelo poslovno, bi rekel, pomembnih stvari, ampak pač probavamo s temi našimi kolegi in prijatelji v Ameriki, da vidimo, kako se ta stvar tam obnese. 90 salonov, ne? Kaj je pa največji izziv tako veliko stvar voditi, ne? Trenutno so največji izziv delavci, zaposleni. Vmes je bil v bistvu pač problem COVID, ki za našo to stroko bil res poguben, katastrofalen. A malo več o tem povedal? Mi smo imeli težavo, ker pač dejansko mi smo imeli takrat toliko in toliko ljudi zaposlenih, mi res delamo, imamo vse ljudi redno zaposlene in pač država je bolj pomagala tistim, ki so samo zaposleni, pa tistim manjšim, naprimer tem velikim, naprimer, ki smo imeli pa po par sto ljudi zaposlenih, pa tega ni bilo in smo mi mogli to zalagati, smo mi mogli to normalno, ljudje, nam se ustavili, konc. In ne samo, da se ustavili, tudi potem. Mi imamo tudi dosti salonov v trgovskih centrih, trgovski centri so imeli omejitve, ljudje so se bali hoditi. To je bil proces, mi smo se šele mogoče, bi rekel, lansko leto nekje vrnili, eno normalno razmišljanje. Tako da smo imeli to težavo, ampak zdaj pa dejansko se ta težava šla stran, zdaj pa dejansko ljudje so zelo spremenili mnenje, zaposleni, zdaj ljudje bi si želeli živeti lažje, manj delati, ki si moče prej rekel, iščejo passion na drugačen način, veliko pomeni danes imeti prosti čas, naprimer, ga kvalitetno izkoristiti. Mi smo tukaj malo, pač v frizerstvu smo malo omejeni, ker pač mi dejansko, nam je zaslužek to, kar narediš, to lahko razdeliš. Tako da, naprimer, jaz sem zelo vesel, ker nimamo več nedelj odprtih, zato ker zelo vesel, da se ljudje lahko privoščijo, da so vse v nedeljo okoli družine in da imajo res prosti čas. Tako da, pač se pa tudi mi probamo prilagoditi, da jim gremo na roke, da jim probamo prilagoditi urnike, da jim probamo poslovati tako, da jim damo njim v odločanje, kdaj želijo delati, koliko želijo delati in seveda, koliko želijo tudi zaslužiti. In tukaj je največji izziv glede zaposlenih, ker se to menjajo ali samo upravljanje take velike mase zaposlenih. Pa mislim, da ni to od velike mase, mislim, da imajo to vsi frizerski saloni iste probleme, tudi tisti manjši. Pač določeni frizeri danes hoče drugače razmišljati, hoče drugače delati. Slejko prej pride do tega, če hoče biti uspešen, če se hoče narediti, če hoče to, pač moraš toliko in toliko stvari narediti. Enostavno ne moreš, bi rekel, 2 na dan ostriž pa zelo dobro živeti. To je, mislim, ne gre. In tle se mi zdi, da je naša naloga, da predvsem da damo ljudem dobre lokacije, dobre pogoje za delati, dobre materijale, dobro izobraževanje, stalo pa del, ki ga morajo pa oni delati, ki si morajo pa oni narediti. Mi probamo tudi izobraževati ljudi, zato organiziramo za vodje salonov in pa zaposlene razne drugačne izobraževanje, ne samo strokovno, tudi na osebnostni rasti, da delajo, to se mi zdi zelo pomembna stvar, da oni jih probamo kot ljudi narediti boljše. To se mi zdi zelo pomemben, in moram reči, da v zadnjih parih letih smo zelo uspešni pri tem, razne te združenja, ki jih delamo, ne smo se tudi mi srečali, je dejansko, se mi zdi, da zelo veliko tega dobijo in potem še kasneje to prekomentira z njimi in vidiš, da se jih je dotaknil in to nam je cilj. In konec koncev, včasih sem se še sekiral, če šel kdo stran, ampak si mislim, pa saj smo pa nekaj dobrega za življenje naredili. Smo pa v bistvu enega človeka boljšega naredili. Meni je to tako, mi je fajn to videti, tako bom rekel. Koliko je pa izziv s tem, ker recimo nekdo se pri vas izobraz, dobi izkušnje, pa recimo svoj salon odpre, ker tega je zdaj vedno več, se mi zdi. Ja, ampak mi smo že čez to. Mi v bistvu dejansko
vsakmu prvošmo, da gre na svoje, če se tako odloči. Ne, če stranke v sabo vzame, ne, se mi zdi. Hočem sem reči, način je pomemben. Jaz mislim, da moraš biti tukaj korekten. Mi smo zmeraj korektni, kot nekdo odhaja, če je tudi on do nas korekten. Če ti, na primer, od nekoga greš, pa določene stranke te bojo itak spremljale. Ampak, če šel pa na grd način stran, se ti bo to tudi tebi vrnil. To se tako hitro vrne in dejansko moram reči, da mi smo tako veliki in te stvari dobesedno tako jemljamo, da se sploh ne obremenjujemo z njimi. Pač, če se nekdo odločil, da hoče svojo pot, zdaj želimo, ne gre. Zanimivo je tudi, ker se srečaš pa kdaj, ki je, pa točno razume tiste probleme, ki jih imam, naprimer s tabo, jih potem čist drugače gledam, čist drugače razumem. Ker jih ima on zdaj kot vod. To tudi on dobi iste. Ker tudi ti, naprimer, če greš enkrat svoj salon odpret, se ti več kot toliko sam ne moš narediti. Pa moraš zaposleno vzeti in se ti zaposlenim isto zgodi. Velikih potem tudi vidiš, da imajo majhne ekipe, ne glih zaradi tega, ker se težko odločijo menedžirati večje grupe. Ne. Tako da. To so izkušnje, delo z ljudmi ni lahko. Tudi delo z ljudmi je lepo, meni je to najlepša stvar, da lahko delam z ljudmi, ampak mislim dejansko zaposlenimi in z vsemi temi pa dejansko včasih to tudi naporno. 20 salonov, ne? Kaj pa je cilj vaš? Zakaj v bistvu to delate, tako veliko stvar? Pa moram reči, da v bistvu nikoli ni bil cilj, nikoli ni bil plan, ampak se je zgodil. Zgodil se je prvi salon, ki sem si ga želel, drugi salon, ki sem si ga želel imeti v centru mesta, tretji salon se je zgodil, ker smo želeli imeti, ker smo rabili večji salon, in takrat se je pojavil tudi v bistvu čas trgovskih centrov in so nas Mercatorje kontaktirali, če bi imeli salon, ponudba najemnine je bila res ogromna, tako da smo rekli, mi se ne vidimo tam. In potem smo videli, da pač ta Mercator Šiška bil odprl tak center, smo videli, da se je parijal, mi nismo bili noter. In potem sem v bistvu začel razmišljati in sem tudi enim prijateljem govoril, ki je bil kreativni agencijo, imel si kot nekaj rabom, nekaj za te simple variante, za simple uslugo za salone. Prav si že povedal, simple, tako je simple nastal in potem smo naredili verigo simple, smo naredili za trgovske centre. In ker se je Mercator širil takrat po Jugoslaviji, smo šli dejansko Zagreb, Beograd, Split in smo kar nekaj dejansko ratali ta international stvar. In moram reči, da je bilo v bistvu res zanimive izkušnje. Mi smo prihajali s čisto drugo filozofijo, z drugim pristopom, z drugo načinom dela. In dejansko takrat smo bili je bilo zelo zanimivo, ker smo se širili. Kaj pa je drugače recimo v tem? Vem, da kaj to je brez naročanja ali kako? Simple je brez naročanja, cenejše usluge so, hitrejše so, v bistvu spet smo v izložbi, se pravi, so stekla, frizerke so bile drugače oblečene, niso bile v haljah, so bile v majicah. Pa moram reči, da smo dejansko takrat za jugoslovanska področja bili v bistvu dosti bolj napredni. Smo imeli čisto drugo filozofijo, kako gledati na lase, kako negovati lase. To se je zdaj zelo hitro spremenilo. Ampak rečemo, v tistem času, ko smo mi odpirali tam po 2000 ali pa med 2000 in 2010, takrat je bilo pa dejansko res smo bili zelo zanimivi, zelo drugačni, ko smo prihajali v ta mesta, sploh pa ta usluga v trgovskem centru. To je bil en tak zelo popularna stvar. Je to trgovski center, preživeti dan, tam en je šel frizerje, en je šel kafiče, en je kupoval. Tako da dejansko smo dobili eno drugo klientelo ljudi. Koliko je pa razmerje med temi brendi v teh 90-ih salonih? Ne, v bistvu mit stylinga imamo v bistvu zelo v manjši količini. Največ je simplov, bi rekel, tega je 80%, ostalo so potem barbari pa mit styling. Tako da. Mislim, nismo si želeli mit styling preveč širiti, ker dejansko za mit styling zmeraj filozofija, da človek, ki vodi mit styling, mora biti povezan s kreativnim timom in mora biti v kreativnem delu. Ker če ne, ti stvari ne funkcionirajo.
Tako da tudi Barbar je ljubljanski brivec in pa v bistvu Simple Barbar, pač v bistvu probamo. Simple Barbar. Simple Barbar. To pa še nisem videl. Ja, imamo tudi, ampak pač dejansko tle so bolj, ljubljanski brivec so bolj mentori Simple brivca, ampak se je pa pojavila ta ideja in zato smo že par Simple Barbarje odprli v teh trgovskih centrih, ne. Ker pač so ljudje, ki tudi iščejo to uslugo. To je zdaj tako, moški smo zelo zanimivi. Moški te presenetijo, koliko natančno vejo, kakšno uslugo želijo. Dejansko smo tudi na teh trgovskih centrih ponudili to Simple Barbar uslugo, ki je seveda cenejša, dostopnejša. Tudi en navaden človek si to prvoš, pa lahko si prije dober postrič, pa ima dober fejt narejen, pa dobra stvar in je zadovoljen, ali pa urejeno brado. Kaj pa ta Amerika, ta dva salona, ne? Zakaj je to bil korak? To je ena taka zanimiva stvar na teh šolah, s katerimi se mi tudi smo skupaj partnerji in se družimo. Oni imajo čisto drugačno filozofijo. Večinoma so tu tukšni vlagatelji in oni niso frizeri, ki vodijo te šole. Ampak oni vsako leto izobrazijo, in to so velike količine, oni vpišejo naprimer po 200-300 frizerjev, tako šolo, in ko te frizerji končajo, v bistvu iščejo službo. In mi smo te dva salona zato odprli, ker eni naši partnerji, kolegi imajo v bistvu to šolo in oni so odprli te dva salona z našo pomočjo, da dejansko tiste svoje ljudi, ki jih izšolajo, potem sprovedajo naprej v frizerski salon. Ampak se pravi, malo ljudi smo, ker je bil glih COVID, ne? In se je dejansko tudi tam vse ustavili, tako da zdaj v bistvu to probamo malo postaviti, ampak se ne obremenjujemo s cifro, hkrati pa si želimo tudi izkušenj, katere imamo pri njih, da vidimo, naprimer, zelo veliko se naučiš tudi iz napak, ne? Ampak tudi iz določenih drugih stvari, samo res razumevanje poslovanja v Ameriki je čisto drugačno, kot pa pri nas v Evropi. Ne? Oni so čisto drugačni, oni čisto drugače razmišljajo in moram reči, da smo se že tudi mi določene stvari zdaj sem prinesli, ne? Ker ta svoboda dela, ne? Ki mislim, da vsi gremo proti temu, je naprimer, smo jih v Ameriki spoznali. Ne? A to, da delaš, kadar želiš? Ja, to pa, naprimer, ne, v Ameriki je, nekdo je, ne vem, 3 dni je frizer, 2 dni je natakar, en dan je maneken v tednu, ne, ali pa DJ, naprimer. Ne. To je pri njih čisto normalna stvar. In pač ti moraš samo to miselnost spremeniti, ne, da je pač on takrat, ko pride k tebi, da je maksimalno v frizerstvu in da zna, da obvlada in da dela, ampak to so ljudje, ki ne bojo delali 6 dni v tednu. Ni šans, ker jim je to, pa čeprav so lahko vrhunski frizerji, ampak to njih ne zanima, ker on še zmeraj hoče biti maneken ali pa natakar. Ja, se pa bil tak dinamični lifestyle. Ja, in to smo v spredju. To zdaj tudi mi probavamo dejansko določeni te mlade, ki mislijo, da bi bili radi več frej, ki bi radi več stvari probali. Pač jim pač ponudiš, da delajo to, kar želijo, pač imajo drugačen odnos, drugačno delovno razmerje in v bistvu jim damo s tem možnost, da oni lahko dejansko se sami odločajo, da so naprimer tudi pri nas zdaj. Imamo določene frizerje, ki delajo samo petek, soboto, naprimer, ne? Med tednom pa nekaj drugega delajo. Pač dejansko predvsem je važno, da so kvalitetni, da delajo kvalitetne storitve, zdaj pa če nekomu nekaj drugega bolj paše, naprimer narediti, pa to dela, naprimer, mi to ne preprečujemo. Včasih smo se mi s tem obremenjevali, zdaj pa rečemo, ok, lej, te razumemo, bo nekaj drugega, ne vem, uživaj še v nečem drugem, zdaj zelo veliko mladih, ne vem, nekaj programira, dela ene stvari, se ukvarja z enimi stvarmi, ki so nam mogoče včasih malo čudne, ampak pač njih to zadovoljuje, oni so temu srečni, ne. Kje bojo pa oni končali, bomo pa videli. Koliko jim je pa cash pomemben mladim? Seveda jim je pomemben. Ampak s tem načinom mu ti tudi daš možnost, da on sam vidi, koliko si želi zaslužiti. Naprimer, so različne stvari. Ko si ti enkrat mlad, rabiš denar.
hočeš imeti avto, hočeš imeti ne, hočeš potovati in takrat ti pripravljam več delati. Pol pride, naprimer, se zaljubiš, pride družina, hočeš imeti več časa za otroke, hočeš imeti to, bi manj delal. Mislim, to so te stvari v življenju, ki smo se jih mi navadili, da jih probamo prilagajati se ljudem, ker pač, ne vem, nekaterim trenutno zdaj le več pomeni, da gre lahko za en mesec na potovanje, kot pa da bo, kakšno plačo bo imel. In mi tega sploh, včasih smo s tem delali, cel problem, kako šel ti 3 tedne na dopust. No, okay, razumemo, pač pošel in boš pač potem več prej ali pa pol delo in boš pač sam si to zaslužil. Ne. Tako da te stvari so se zelo spremenile, mladi imajo res to energijo, hočejo imeti druge izzive, drugače razmišljajo in mislim, da je prav, da jih mi spremljamo in da jim damo to možnost. Kaj pa vam denar pomeni? Kot podjetnik. A je to bilo dostikrat v ospredju ali je pač bila sam ta kreativnost pa grajenje te zgodbe? Jaz iskreno povem, imam rad denar, imam rad lepe stvari in si jih rad privoščim, mi pa denar ni vse. Mislim, denar rad ga pa tudi zelo rad delim. Se pravi, ni tisto, da bi nekih hrčkov, pa te stvari. Se mi zdi, da denar ti pomeni eno varnost. Ne? Ampak mislim pa, da ni vse, da bi bil s tem obremenjen, tako kot so mogoče nekateri. Meni bo večno izziv nekaj vložiti. Naprimer, nikoli nisem delnic imel, nikoli nisem v to lagal, sem zmeraj lagal v saloni, sem zmeraj lagal v ljudi. Naprimer, mi smo tudi frizerje, ki smo hodili po svetu, ki smo jih vozili. Naprimer, jaz sem bil prvi slovenski frizer, po mojem, ki je peral zaposlene v Londonu. In naprimer, sem bil rajš, nas je bilo 5, bolj skromno tam, ampak nas je bilo 5, ker smo 5 lahko tiste stvari gledali. Namesto, da bi šel sam, pa bi si ful prvošel. Meni je bilo to več pomenilo, da sem jih lahko 5 pelal. In tudi če danes, naprimer, se mi zdi, da jim je treba pomagati. In meni je tudi všeč, ko gledam mlade, ki si pol ustvarjajo, si kupijo avto, si kupijo lepe obleke, si kupijo stanovanje. Tako meni je to fajn videti. Kjer je lepe stvari, pa imate radi, kaj ste rekel? Mislim, praktično imam res, meni so res lepe stvari všeč. Rad imam lepe obleke, mislim, pač v modnem svetu, normalno kot moški, imam rad tudi lepe avtomobile. Ampak se pravim, rad potujem, rad imam lepe take, mislim, doživetja. No. Zelo mi to pomeni, da naprimer ene stvari doživiš, pa jih mogoče tudi ne moreš, ampak jih imaš noter v sebi in to te nekaj izpolnjuje in te naredi, ne vem, bi rekel, polnejšega. No. To, kar ste rekel, da je varnost, a ne denar, jaz se s tem ful strinjam. Ampak imam istočasno nek tak občutek, da ne glede na to, kakšna rast blaginje je, recimo, ne, da s to rastjo blaginje ne moramo rešiti občutka varnosti, ki ga ljudje imajo ali pa nimajo. Ne. In zdaj mislim, da vedno bolj drvimo v eno smer, kjer ljudje nimajo občutka varnosti. Ne. Pa ne vem, kje bi bila ta meja povlečena, koliko more nekdo zaslužiti, da se recimo počuti varno. Ne. Se mi zdi, da je ta občutek precej izvira iz tega primerjanja. Ne. In jaz mislim, da imamo trenutno eno obdobje, ki ni najboljše. Ne? Ni najboljše. Da v bistvu ljudje nimamo enih realnosti. Jaz si zelo rečem, da si zelo želim in mislim, da mi to kar uspeva, da vem, na kateri polički sem pozicioniran. A polički v primerjavi z življenju, ja. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da v življenju veš, na katerem nivoju si in kaj si lahko privoščiš. Imam zelo veliko ljudi, ki jih poznam, prijateljev, strank, ki imajo zelo veliko. Jaz sem z njimi super v odnosih, mislim, da večkrat jaz njim pijačo plačam, kot pa oni meni. Ne gledam sploh na ta način. Probaš se zavedati, moraš vedeti, naprimer, kje si, če nisi tam, kjer si, si nesrečen. Jaz zmeraj pravim, da je najbolj pomemben zvečer, ki se na koncu dneva, ko se vse konča, samo še zadnji zobi umiješ in si pogledaš v gledalo, pa rečeš, a sem to jaz ali nisem to jaz.
In če si tam noter zadovoljen v svoji koži, potem je to fajn. Če pa nisi, če pa veš, da za nečim trpiš, da si z nečim obremenjen, ni fajn občutek. In tle me res za mlade skrbi, ker se mi zdi, da si postavljajo res previsoke, nerealne cilje. Jaz jih razumem, tudi svoje otroke probam tako vzgajati in jim probam realno natočiti ene tekočine v kozarci, da vejo, zakaj se gre, kako se gre. Naprimer, primer, ki bo COVID. Mi da žena imamo zdaj 4 otroke, 2+2, in sem jih posedel, si gledajte. Pri nas je 2+2, dvojčka. Žena ima se ločena, tako da se zdaj skupaj ima 2 njene otroke in 2 moje, mislim, da je to že večji. Jaz sem vseh 6 smo se usedeli, smo rekli, gledajte, zdaj bomo mogli stisniti, moramo najprej dati zaposlenim plače, moramo najprej tisti plačati, da bomo lahko preživeli, ne vemo, nismo vedeli, koliko časa bo trajalo. Moram reči, da so dobesedno otroci vsi odreagirali, so oni pomagali, oni hodili, mislim, dejansko smo vsi skupaj stopali in se mi zdi, da so take stvari zelo realne. In tudi moram reči, da so vsi 4 zelo pridni in sem 3 so že končali študij, no, in zelo realni, zelo skromni, in se mi zdi, da je to, mislim, da nam je kle z partnerko to uspel. Ni enega razsipanja, vsi radi prvošmo, si tudi ker neki prvošmo, ampak niso pa razsipni, ker mi pa najbolj pomembno, neki ne zahtevajo ali pa neki, ne vem, jaz tega res ne maram, da bi otrok zahtevali ene materialne stvari, moram imeti to. Da bi bili razvajeni. Ja. Se mi zdi, da je pa tega preveč. Se mi zdi, da je tega preveč, da določeni mladi preveč zahtevajo od staršev nerealne stvari. Kaj pa ta pričakovanja, ki jih imajo mladi, pa cilji? Dostikrat slišimo, da si morajo zelo visoke cilje postaviti. Vi ste pa rekel, da imajo previsoke cilje postavljene. A lahko to malo pokomentirate, kaj ste mislili? Jaz mislim, da cilji morajo biti visoki. Zdaj, če nimaš visokih ciljev, ne vem, jaz v življenju zase rečem vedno, da ne želim biti povprečen. In če nočeš biti povprečen, si moraš višje cilje postaviti. Ali je to pri športu, ali je to pri poslu, ali je to kjerkoli. Tudi, naprimer, ki so prej rekli, ko smo v Londonu hodili, mi smo šli v Londonu takrat, res nismo imeli denar skoraj za jesti, ampak mi smo šli v najboljše butike, v Harrodsu smo se sprehajali, smo gledali s takimi velikimi očmi, čudili smo se. Mi smo 1 uro po delikatesi hodili, pa smo gledali, kakšne delicije so imeli tam, kako je bilo to super. Pa se nismo nič kupili, ampak smo uživali in smo se v bistvu na ta način nekje izobraževali. Zaradi tega nismo nič slabe volje. Jaz sem samo nekaj več novega sem se naučil. Naprimer smo tudi s prijatelji hodili, jaz sem rekel, gled, če gremo v dober butik, sam ne vse prijemati, pa ne probati, če ne bomo kupili. Glejmo. In dejansko, mislim, še danes imam to navado, da spoštujem tudi tistega, ki delajo na butiku, naprimer, in gledaš in se moraš učiti in moraš vedeti, kaj si lahko prvoščiš in kaj si ne moraš prvoščiti. In tle se mi zdi, da so mladi mogoče malo nerealni, ne vem, ali so to telefoni, ali so to kakšne drage superge, vse bo še prišlo, vse si te še prvošil, ne se pa s tem obremenjevati. Kar se tiče pa kariere, visokih ciljev, se mi pa zdi, da ne boš bojo oni drugače delali kariere, kot smo jih delali mi, naprimer, noben od najnih otrok ni frizer in tudi nobenega nisem silil, da bi bil frizer. A tudi noben ni šel v to smer? Ni šel noben v to smer. A ste bili kjer razočarani zaradi tega? Ne. Mislim, so čist. Nekdo prevzeme. Ja, ta starejša je zdravnica, mislim, že drugi je veterinar, moj sin zdaj sicer tretji končuje ekonomijo, mogoče bo on enkrat to prevzel, ampak jaz smo zmeraj pravi, doma veš, kaj imamo, pejti še kaj drugega, naredi kakšno drugo izkušnjo v življenju, pa boš videl. Tako da ne se obremenjevati s tem, da bi bil pa kdo prav frizer, pa ni, tako da, ampak so pa si, živijo pa sistemno, tako da moram reči, ampak bomo videli. Jih nočem s tem ugraditi in jih omejevati, ne naredijo kakšno svojo zgodbo, domačno firmo bojo lahko še vedno kdo voditi, tako da to ni problem. Kaj pa če ne bo, recimo?
Nihče, kako bo. Če ne bo ni problem, imamo določene ljudi, že zdaj imam, naprimer, pisarno, rečemo v Sloveniji, imam eno punco, ki je prišla, naprimer, gospoda, ki je prišla kot študentka v salon delati na recepcijo, ona v bistvu končala ekonomijo, bila revizorka, ona danes praktično firmo, ekonomsko vodne, Ana je v bistvu ta, jaz zmer pravim, da je ona več kot jaz, da sem jaz v bistvu ta samosvetovalec, in je res maksimalno zaupam. In to cela pisarna, tako da jaz mislim, da znam in bom zaupal kjermokoli človeku. Bom pa sigurno si želel biti nekaj zraven vključen, da vse, ki slišal, ne boš včasih tudi kakšno pripombo, ampak mislim, s tem sploh nimam problemov. A še delate, še strižete? Ja, jaz vsak dan delam, če sem doma, imam pač ta privilegij, da si sam lahko urnik odpiram, zapiram. Veliko ljudi me vpraša, ampak jaz dejansko, kadar strižem, kadar sem stranko, se počutim, tako kot bi sedel v dnevni sobi, pa se z nekom pogovarjal. Meni je to res sprostitev, užitek in včasih, če malo več dela, si malo zmatran, tisti ni. Ampak dejansko, če pa ni veliki, pa dejansko to meni prav sprostitev, ena taka, uživaš v tem. Red sem z ljudmi. Zakaj pa delate še vedno? Zaradi tega uživanja? Ali... Ja, čistko. Čistko, jaz ne vem, meni dejansko, jaz nisem človek za pisarno. Ja. Meni jaz pač moram tam poslušati, ki mi predstavljajo stvari, in potem pač se skupaj odločimo, ampak nisem človek za ene tabelce, papirje, cifre. Pač gledam, tudi poslovno razmišljam zelo intuitivno, ne delam enih blaznih statistik, to drugi delajo, ampak jaz dejansko res po občutku delam in delam to. In v salonu je pa dejansko tisti, v katerem se počutim. Jaz sem res rad ljudi, se rad družim z ljudmi in imam rad ta odnos, da si med ljudmi. To mi je tak življenjski moto, da sem skozi med ljudmi, da se mi skozi nekaj dogaja. Kje pa strižete to? Jaz sem res na trgu strižem. Aha. Pa kaj, ljudje se kar naročijo? Ja. Pač imaš, res? Ja, imaš odprt urnik, normalno, kdorkoli pride. Kaj, na internetu se lahko klika? Je zanimivo, vse včasih, kakšni pride, sploh ne verjamejo, naprimer, ne. Da delaš, ampak mislim, meni res, to sploh ne delamo enih vrst, ne vem, en frizerji si zelo radi delajo dolgi čakalni. Ja. Če kdo prije z ceste, se hoče striči, te bomo strikli z veseljem. Ja, zanimivo to zelo. To, kar ste rekli za intuicijo, ne. To v bistvu jaz se zdaj zadnja leta malo igram s tem, pa malo učim se tem občutkom poslušati, pa z njimi komunicirati. A to ste vi imeli tekom let nek odnos s tem, kaj je rastu, ali je bilo zelo tako skozi močen občutek tega, da ste vedeli, kaj je prav narediti? Pa v bistvu sem čist rastel, sem občutek, dejansko večinoma stvari v življenju delam po občutku. Ni to ena šolna stvar, rad poslušam ljudi, rad grem na kakšne predavanja, rad tudi za ostale zaposlene, kakšne ljudi, kakšne predavatelje pripeljem, jaz se zelo rad učim od ljudi. Se mi zdi, da se lahko zelo veliko stvari naučiš, ampak dejansko samo moraš pa vedeti, kaj ti potem odgovarja, kaj ti ne odgovarja. Predvsem pa z ljudmi, to sem že tudi večkrat rekel, imam zelo dober feeling za ljudi, jih čutim, sem zelo čuten človek, mislim, določeni ljudi so, imam drugačno, naprimer, imam veliko prijateljic, ki so mi dejansko tako kot sestra, naprimer, imam tak odnos, ne. In to meni tak zelo fajn odnos, tudi moja žena to ve, da sem na tem, imam tudi zelo veliko prijateljev, tako kot sem dejansko, sem človek, ki se tudi zelo veliko zaupa, jaz sem zelo odprt, nimam skrivnosti, ne maram se nekaj zapirati, skrivati, jaz zelo rad delim stvari, zelo rad povem, grem tudi kam, sem odprt, grem lahko v vedeževalkih, snovitkih, nimam z tem problemov. Mi je to vse zanimivo v življenju. Vedeževalki, snovitki. Malo o tem lahko rečeva. Zakaj? Ne vem, mene včasih v določenih stvarih te kakšne stvari zanimajo, pač slučajno, nikoli sem se spoznal z določenimi ljudmi, pa te ene stvari povejo in pač si moče ti je to zanimivo. Aha.
In če priješ v obdobju v življenju, ki imaš izzive, dejansko mogoče iščeš kakšen klic. Naprimer, ker sem se ločeval, mi zelo prizadel to, ker sem bil v bistvu sinova še zelo majhna. In sem v bistvu, si šel tudi, hodil v cerkev, veš, v cerkev sediš tam, ampak tam nisem dobil tistega klica, ki bi ga si želel. No, in sem pač spoznal eno gospo, ki je tudi astrologinja, psihoterapeutka, naprimer sem se z njo zelo povezal, tako mi je bilo fajn, mi je zelo veliko pomagala. Tudi včasih, če kje za kakšnega slišim, meni nikoli ni strah jeti kam kje probat, naprimer. Ampak ona je bila, rekli ste, jasnovidka. Ona je bila astrologinja, ki je tudi psihoterapijo študirala. In kaj vam pove? Mislim, kaj vam pove ona, pa kaj vi pol od tega uporabite, na kakšen način? Jaz mislim, da največ, kar mi je ona povedala, da sem v bistvu najdel sam sebe. Povedala vam je, da ste najdel sam sebe? Mislim, ne, v bistvu ti se moraš sam sebe najdeti, sam sebe se moraš pozicionirati. In naprimer, ko sem se ločeval, sem hotel, čeprav zdaj je to tako, prločiti sta smer dva kriva. Ampak v bistvu jaz sem zgledal, da nisem jaz kriv, ampak sem hotel svoj del kriv, da najdem svoj del problema. In sem se v bistvu s sabo takrat začel malo več ukvarjati, hotel sem v bistvu sam ratati boljši, da ne bom otrokom v bankomat, ampak da jim bom ne glede, da ne boste živela z mano, da jim bom dober oče. In pač probaš določene stvari podelati na sebi in če hočeš te stvari podelati, jih moraš pokopati. Tiste stvari včasih niso prijetne, večinoma to prihaja iz družinskih razmerij in iz družin. In dejansko potem se močene te stvari navadaš. Počasih še nekaj drugega, se tako kaj pogovarjaš, pa ti kdo reče, naprimer, ena zelo izkušnja, sem šel enkrat v Jasnovico v Zagreb. Mislim, tip me je tako prebral, da on je dobesedno povedal v življenju, očeta, mamo opisal, posel, kako je posel opisal. Tako jaz sem samo nič ni vedel, vi ste prišli. Nič ni vedel. Tudi začel je tako zelo čuden, je najprej začel, on je začel delati, da se ukvarjam nekaj z lepoto, pa tako je začel delati. Pa se rekel, in pol, kako je opisal, da je to že velika firma, pa tako. In tako, zelo zanimivo. Mislim, se naučiš, iz tega lahko tudi zrasteš. Sem pa človek, ki v bistvu te stvari ne vzame, jih zmer tako z rezervo vzamem. Če mi rekel, zdaj si pokupil rdeče avto, sem ne še rdeče avto kupil. Ampak pač ene stvari, ki jih pa lahko, naprimer, zrasteš s tem. Se v bistvu nekaj najdeš, vidiš, spremeniš in mogoče rateš boljši. Se nekaj novega naučiš. Kaj bolj razumeš sebe? Ja, jaz v bistvu probam učiti. Jaz mislim še zmer, da se še zmer moram učiti. Tudi naprimer, ki sem pač zdaj s to zdajšnjo ženo skupaj, pa imava 2 otroka, to sta v bistvu sestavljena družina, ki ni vedno lahka. In se moraš tudi na tem področju določene stvari se moraš naučiti. Rečemo, otroci so 4, so čisto različni. Naprimer, in je fajn, da znaš sprejemati jih drugačne. In šele potem vidiš, naprimer, če jih znaš sprejeti, če se jih znaš, jih lahko lažje razumeš. In jih mogoče potem tudi boljš lahko skozi življenje peleš. Kaj pa te astrologija, jasnovidnost, to vse, kar smo se prej pogovarjali, koliko paste tega pri ljudeh, ki so uspešni, pa imate stik z njimi, da se tega poslužujejo, pa recimo, da o tem ne govorijo tako, kot vi? Tega je zelo veliko. Tudi v Ameriki, naprimer, tako kot imaš svojega zdravnika, imaš tudi svojega psihoterapeuta, pa nas je v tem sramot, in veliko ljudi to sram govoriti. No, ampak to je vse druga, bi jaz rekel, kategorija. Ja, ampak so različni, ampak zelo veliko ljudi, ki se ti ne moreš nikjer pogovoriti. Imaš določene stvari, ki se jih ne moreš pogovoriti, niti s partnerko, niti z otroci, niti s poslovnimi stvarmi. Moš greš nekje in se nekaj odpreš in ene stvari razčistiš. Mislim, da je tega zelo več ratalo in mislim, da so ljudje začeli dosti na osebni rasti delati in da so dejansko se ljudje spreminjajo. Moram reči, da je to kar pozitivna stvar.
Moram reči, ker včasih skozi stranko tako vidiš, ne veš, moram reči, tudi kakšni stranki priporočam kakšno to stvar, ker vidiš, da je v stiski. Moram reči, da naprimer, ker sem se jaz ločil, je bila zelo zanimiva zgodba. Ljudje so vsi prišli, rekel, kako si. Zdaj, če si rekel, sem slabo, pa to, si ti meni pomagal. Ampak se ti v bistvu še bolj, ne, če si pa rekel, da je dober, kako je dober, jaz dober, ne. In naprimer, tudi, ker sem videl, ker se je kdo ločeval, kdaj, dam rad še na svet, ker ni to koncepta, pač to je samo ena sprememba v življenju in greš naprej in mogoče boš, da rataš boljši oče, boljši partner naslednjič, ali pa da se celo vrneš, no. Jaz nisem, pač, če nekdo probaš narediti vse najprej, da rešiš. Ampak mislim, da je tudi fajn, da daš kakšen tak nasvet in deliš svojo izkušnjo, se mi zdi, da je zelo pomembno. Kad vi, ko ste frizeri, ne, ogromno se pogovarjate s temi ljudmi, na nek način ste tudi neki psihoterapeuti. Ja, veliko vidiš. Mi imamo zelo poseben odnos s strankami. Ja. Zelo veliko strankami se zaupamo, zelo veliko stvari v strankah vemo. Edina ena stvar je pa resno, nismo stereotipno upravljivci, znamo biti zelo zaupni, znamo zelo stvari za sebe zadržati. Da, to je pa mogoče malo tisti stereotipno, da so frizeri, bi rekel, upravljivci, pa mislim, lady populacija. No, tako da v bistvu moram reči, da zelo, zelo veliko stvari tako od ljudi veš in imaš eno poseben odnos, pa ne samo jaz, tudi zaposleni, naprimer, ne. Vidim, kako so navezane. To so zelo zanimive povezave. Lahko je gospa zelo stara, pa je naprimer frizer zelo mlad, ali pa v bistvu različne te kombinacije so zelo zanimive, kako se lahko določeni ljudje določeni zaupajo. Pa kdaj kdo zaupa, tako res kakšno težko? Zelo veliko. Zelo veliko, res, tako da včasih je to celo tudi težko. Ja. Ker ti pač s tistim domov ne neseš, s tistim pač vse te bolezenske spremembe, ne, ki so v bistvu najtežje, smrti, naprimer izguba, to v bistvu vse gre prek nas, ne. In dejansko moram reči, da tako, ker sočustvuješ, saj jaz sem zelo tak človek, da se mi te stvari zelo dotaknejo in pač probaš tistim ljudem pomagati na različne načine, naprimer, ne vem, ker so trenutki, ko res rabijo tisto pomoč. In to so naprimer take stvari, da ne, smo imeli enkrat primer eno gospo, ki je mož umrl v prometni nesreči, pa se je dej hod k frizerju, ker priti vsak teden, dvakrat se je malo glavo umiti, pa sploh nismo računali. Ampak samo zato, da je ona začela živeti, da se je vrnila v ta življenje, ki je bilo res težko. Ne. To so take stvari, naprimer, ki jih z veseljem pol narediš za določen. Ni vse v denarju. Kaj jaz dostakrat taksiste sprašujem po kakšnih zgodbah, a ne tako le, če se vozim, ker ne morem si predstavljati, kaj vse so videla, ne, recimo po noč, ker noč imaš še dodatno moč, a ne, in vse izkušnje pa situacije, v katerih so oni bili, a ne, so zelo zanimive in verjamem, da je ta poklic podoben, a ne, ker imate ogromno stika z ljudmi. Ja, taksisti so zelo pomembni, zelo posebni ljudje. Jaz tudi, kadar potujem, se zelo veliko s taksisti pogovarjam, ker se mi zdi, da dobiš eno tako stvar. Drugačno, sploh če si v kakšnih državah, kjer so ti revnejši, ki so, naprimer, ne vem, enkrat imam izkušnjo z Dubaja, tam so v glavnem z Pakistana, pa z Indije bili. In dejansko ti povejo, koliko na let grejo domov, koliko delajo. Tako, to je dosti težke zgodbe. No, tudi včasih, kakšnem kar daš pol, skoraj dvojno ceno, si misliš, pa se sen. Ampak imaš dober občutek. No. Tako da se mi zdi, da je to. Se mi zdi, da moš nekaj deliti teh stvari. No. Ja, sigurno se ti razširi obzorje, če se pogovarjaš z ljudmi in na drugih koncih sveta so te razlike med nami še večje, in se te lahko še bolj dotaknejo zgodbe, tako da je ful fajn govoriti tako z običajnimi ljudmi. Jaz bi se vam res zahvalil, ker ste z mano pač preživeli ta čas klele, da sem lahko malo spraševal stvari, ki so me zanimale, pa stvari, ki so prišle sproti. Ja, tudi meni je bilo veseljeno, prijetno, tako da sem se dobro počutil. No, me veseli. Vse uspešno še naprej, no. Hvala tudi vam. Hvala. Čau, čau. Živjo.